to je 100% razlog. Družba kot taka, mi mogoče smo tudi včasih krivi. En izgubijo ta boj. Zelo veliko športnikov ne uspe. Pa dajo vse. Hočem ti reči, da so kategorije, pa mogoče pa vse ne bi bilo treba. Zakaj so tam? No, ampak zakaj so pa pol? To je pa tak šport, ki je pa... Pa je pa to odločitev od samega posameznika, zato se pa ne bo nikoli noben športnik odločil. Preden začnemo s podcastom, lepo vas prosim. En gumb je na zaslonu, kjer piše naročite se, ponavadi je rdeč. Prosim, kliknite ga, tako klikneš z miško ali na telefonu, pač klikneš na gumb in se naročiš na kanal. To nam bo ful pomagal in res sploh vam ne znam povedati. In lahko klikneš še like, to je en drug gumb in pol, ko boste kliknili recimo naročite se, boste dobili vsak teden, ker se midva zelo trudva, boste dobili vsak teden nov video, kjer ga boste lahko pogledali. Nama to veliko pomeni in zato vas bi vse prosil, da naredite to, vas nič ne košta. Tako da ja. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Torkovega pogovora. Danes bova eno tako mogoče malo bolj perečo temo komentirala, ki se mi zdi, da je kar zelo močno začela vplivati na šport. Ja. In zato se mi zdi fajn, da malo komentirava, pa da mogoče še komu kakšen nov podatek poveva o tem, zaradi tega, ker postajajo stvari dosti neferne. Ja, zelo ne. In to so v bistvu transspolne osebe v športu, ki predvsem iz moške v žensko kategorijo uničujejo pomen športa. Ne? Ja, iz ženske v moško bolj težko. Čeprav bova do tega še prešla. Bova omenila tudi, v katerih športih pa mogoče to pač nima vpliva, ker se lahko pa samo sramoto delamo s tem, da naredimo to tranzicijo. Ne? Ja. Pa velikokrat se zgodi tudi, ne, da gre kakšen moški to delati, na koncu ugotovi, da pa ni dosti dober niti za konkurenco v ženski kategoriji. Ne? To pa je pol. In nekako na ta način bova, mislim, da to predstavlja. Ja. Da bova prav... Primerov lahko dajo Ja. primere, ali ne? Kakor veva. Ja, kakor veva. No, kje bova začela? Kje bova začela? Ja, jaz bi začel pri temu, a se tebi zdi to, bi ti to podpiral? Tako čisto na splošno, noben tak konkreten primer, čisto na splošno. Pa bom še jaz povedal. Bom pa zelo tehnično se lotil te zadeve. No? Bom malo si vprašanja postavil, pa bo mogoče vsak odgovorili na vprašanje, pa naslednjega pa bo dela, da ne bom preveč nefer. Ja. Se pravi, vprašanje je bilo, če bi se jaz v celoti strinjal, mislim, kot če celotno pogledam na to stran, če bi se strinjal. Ja. Ok, najprej bova začela, zakaj bi se strinjal. Ja, to je zdaj, recimo jaz ti tako povem, jaz bi si prvo stvar, bi se vprašal, recimo, da moški, čeprav to je zdaj že primer, da moški gre iz, recimo plavanje, iz moškega plavanja v žensko, zdaj, če sem jaz ženska, se nisem, ampak kako bi se počutil, če bi prišel nek moški tekmovati proti meni? Ker se pač spremenil spol ali kakorkoli. Ja, jaz mislim, da tle Ja, noben se ne bi dobro počutil. ves odprt pogled na svet, vsa sprejemanje odpade, ne. A veš, zaradi tega, ker tudi vsa ta, tudi ke ženske mogoče kakšne, mislim, da jih je več kakor moških, ne, ke podpirajo to. Ja. Ne vem statistično, saj lahko, da se ful motamo, ne. Ja. Ampak se mi zdi, da v takem primeru ne bi bilo več ničesar, kar bi imel argument za. Ja, mislim, imamo kategorije z namenom pač ženske, moške in tukaj se ne smemo mešati, ne. Mislim, mene osebno ne bi motil, da bi te transspolne osebe imele kar svojo kategorijo. Pa naj tam not tekmuje, kdor hoče. Mogoče bi jaz še pred tem postavil še eno drugo vprašanje, preden začneva, zakaj ja, zakaj ne. Ja, kar povej. Zakaj so sploh kategorije? Ženske, moški. Ja, zato, ker so razlike. Razlika v tem, v bistvu biološko, čisto biološko gledano, je moški v večini športov boljši kot ženske. In nikoli ne tekmujejo, razen, tukaj bom omenil
zdaj mal, en šport, kjer realno 1-1, tudi mislim, v parih tekmujejo za tudi olimpijsko zlato, če se ne motim, ker je ženska in moški in je zelo enakovreden tak šport, kjer bi jaz iz prve rekel, pa to jaz ne vem, ampak to je eden izmed športov, ki je najbolj tako enak za punce pa fante. A se ti zdi, kater bi to lahko bil? Ja, moj najboljši gest trenutno je plezanje. Ja, no, sej to sem mislil, da boš rekel, ne. Ja. Jaz imam en veliko bolj tak izenačen šport. Mm. Siguren. Plezanje, to sem se glih včeraj pogovarjal. O plezanju. Z Marinkotom sem se pogovarjal, ker on trdi, da je Janja Garnbret, pač to si tudi ti verjetno mislil, lahko konkurira moškim. Ja. Pak jaz mislim, da ne. Pač Saj jaz sem takoj, ko tudi gre na večino moč, časa mislil, da ne, A ja. ti zdaj kaj? Zdaj pa Ne, jaz sem glede argumente, ki sem jih gledal, pa ki sem jih ti povedal, si me prepričeval, da mogoče ima v določenih stvareh šanse. V določenih stvareh, ja. Ampak meni se zdi večinoma pač zelo težko, ne. Zelo Ja. težko, takoj, ko gre neki na moč, pač tukaj ne, pa tudi fantje so ponavadi višji in bi tudi to delali težave. Ker če je kakšen skok, full energije gre vsaj za tako stvar, ampak ne bomo se zdaj v to spuščali. Ja, se to definicijo je Magnus naredil pred kratkim, je No. razložil, kaj se mu zdi, kaj se mu ne zdi. Ja. Tako da to, Pa se veliko bolj mislim, da spoznamo te zadeve. ostaneva na Ja, tej smeri, ne. ampak Kjer šport torej misliš, da bi v bistvu kategorije niso potrebne, ne? niso potrebne. Jaz bi skoraj rekel, da sicer iz tega principa, da povsod so še vedno potrebne, da ne bo kdo mislil, da niso, ampak ping-pong Aha. je šport, kjer bi jaz rekel, da so ženske boljše lahko tudi od moških. Ker se mi Ampak- zdi zelo veliko v tehniki, refleksih, kjer so tudi moški lahko boljši, ampak se pa najdejo kakšne punce, ki so pa res dobre. Kdo je pa na koncu najboljši? Pa so razlike velike med Pa v najboljšimi. ping-pongu. A veš, najboljši moški na svetu, najboljša ženska na svetu. Aha. A poimensko? Ne vem, ja, ti veš. Ja, Kitajci. Ja, Zdaj pa ta poimensko kitajska Kitajci. imena. Ja. Ne vem, ne, sej drugač Kitajci niso toliko v prevladi, ampak hočem reči, da ne, zdaj se ne bom... Veš kaj, jaz mislim, da ping-pong še zmeraj je šport, ker so določene fizične sposobnosti, Ne, ki ne, vplivajo. sej nisem rekel, da ni šport. Veš, za kjer šport bi pa jaz direktno rekel, da ne rabiš kategorij? Šah. Dobre. Pač ne prevzemamo ga mi tle kot preveč športa, ne? Vsaj v tem podcastu. Ampak Hočem ti reči, da so kategorije, pa mogoče pa vse ne bi bilo treba. Zakaj so tam? no, ampak zakaj so pa pol, ne vem, zakaj pa formula? Sej tudi tam v resnici v določenih... Formula je pač ženske, ne vem, to ne pele. Ne pridejo zraven, ker formula je pač najbolj top od top športa, motošporta, Ja. ampak ženske so v motošportu. So, Za vem, da moškimi so, tekmujejo. ampak pač pri formuli... Ja, zato ker formuli ne pridejo zraven. Ja. Zelo težko je. Ampak veš, še zmer imajo šanse, mislim v motošportu imajo šanse. Če ne trenirajo zadost. To se mislim, če ni full fizičen, pol, če je Ja. res bolj tehničen, to pomeni kakšne z motorji, ker odpadajo, kakšne Je. take, recimo... Verjetno je več višji stopni nivo za moto. Ja, A veš, MotoGP, tako, recimo, ja. pa te stvari. Bi rekel, da... Ampak čim imaš pa ti, ne vem, ful močno hidravliko na bremzi, imaš gas, imaš servo volan, pa vse. Ja. Je pa samo še refleksi, ki pa, a so res tako različni? Niso, ne, verjetno. Ne, niso različni, to so ženske kar bliz. Ja. Ampak, ja, zdaj, ko smo glih na tem, ne vem, jaz še vedno bi ohranil kategorije, ampak Bi bilo pa za šah, se vem, da je razlika, ne? je razlika, so moški še vedno boljši. Ja. Pa, mislim, ful več jih je, sicer ne vem zakaj, Ja. ne vem ja. zakaj. Po teh rejtingih, ampak tudi, Ok, pa lahko že malo naveževa na to dejansko današnjo temo. ja. Jaz mislim, da tle transspolne osebe ne bi imele kaj do šans proti ženskam. Ja. Zaradi tega, ker vsi normalni moški bojo šli v moško kategorijo. Ja, Oni transspolni moški pa verjetno ne bojo prišli do nivoja 2500 ratinga, ne? ja. Ki ga ženske dosežejo. Ja.
To Kaj- je zelo visok rating. Ja, Nor, ja. absolutno nor. Tako da tukaj, po moje, nekih premikov moški, ženska, moški ne bi bilo. Pa tudi pri ping-pongu sigurno ne. Pa imaš, ja, plavanje tukaj so bili, ali pa recimo boks, meni se zdi, da je bil boks letos na olimpijskih igrah. Ne vem. Boks je vsako leto. Ne? Ja, ja, vem, da je bil, ampak da je bil ta incident, ta Ja. najhujši kadarkoli, zdaj na olimpijskih A igrah ja, v Parizu, ok. ki je bil moški, ki je nastopil pri ženskah, meni se zdi za Alžirijo, če se ne motim, siguren, mislim 100% za Alžirijo, in tudi zmagal, a ne, kar je bilo dost, Tle pa zelo težko. Mislim, Ja, to je pa kaj, tak šport, ki je to je, pa največja razlika. Po ja, moje. tukaj so neverjetne razlike, ker bolj kad je šport tak bolj ki je fizičen, večja se razlika med moškimi in ženskami. Zdaj, če je nek endurance, tam že ni več toliko. Pri endurancu je lahko tudi ženska boljša od moškega. Ne zdaj kolesarstvo 6 ur, ampak ne vem, več dni, to je pa lahko že ženska boljša. To sem pa tudi videl en posnetek, ki je Goggins ena prehtela, kot mislimo, da je bil Goggins full dobro. Je full dober, ampak Ja, so kar naenkrat lahko ženske boljše, ne? Zdaj pri boksu. Ja. Pri boksu pa ti se bolj na to spoznaš, ampak jaz z 100% trdim, da najboljša ženska nima šanse proti top 100 najboljšim bokserjem. Do določene mere jo ima, A ja? ti bom pa povedal zakaj. Zato, No, pa ker povej. top 100 najboljših bokserjev Ja. ne bo šlo nikoli v ring, pa je dejansko udaril. Ti garantiram ne. Ti se, kadar se greš žensko sparing, Ja. boš samo obrambo vadil. Ne boš udarcev metal. Ne glede na to, kaj sta se zmenila, koliko naj se točita. Vsaj Ja, ne, meni to je seveda zelo, razumem. zelo težko. Ja, to razumem. Ampak kaj, najboljša v Sloveniji je Ema Kozina, je. Ja. Ja. Jaz mislim, ona bi, ne vem, kjera kategorija težnostna je, no, ker tle je to zelo vplivno. No, kaj pa to? Kaj pa, če bi pa malo kategorije pomešal, pa bi rekel, aha, a je kakšna kategorija ženska, ki bi lahko moško nabila? Ne vem. Ne veš. Ne vem, če. Pretežko vprašanje. Ne vem, če. Ne veš, če. Moje ne, a? Ja. No, to se tudi meni zdi. Zato, ker oni, te pici in mici so vse na... Če bi srečal enega moškega na cesti, bi ga zelo veliko procentualno šanso razbil do konca. Ja, siguren. No, saj zato si pa poglejte prejšnji video, pa podcast, ki so ga naredili, pa boste videli, da kaj se dogaja, kaj se dogaja v ringu, ne samo med tistimi masivnimi gorami, ampak tudi med malo lažjimi. Tako bolj v moji kilaži, malo več. Mogoče. Eno vprašanje še glede tega fizičnega, ki ti jim postavil, kam mogoče bo malo bolj odprl, zakaj tle ni večja razlika. Ne? Kaj bi se zgodilo, če bi šel jaz, ne vem, Ryanom Garcijo, ki je zelo znan bokser v ring, ga pozna slučajno? Ne, pa povej malo več o njemu. Je zelo lahko, ne vem, če je najlažja kategorija, ne vem, če iz bokserskih kategorij, ampak je zelo lahko kategornik, po mojem, okrog 60 kg. Tam Kanejc nekje, no. Okay. Ampak misliš, da če bi šel jaz z njim v ring, da bi ga premagal? Ne. No. To je mislim, siguren ne, zato ker tukaj zadnji je toliko enega treninga in toliko ene adaptacije na eno in isto gibanje, na ene mentalne tudi priprave, da se ne da. Mislim, tebe poznam, pa vem, da si dober, ampak... Jaz mislim, da je relativno veliko žensk v top borilnih športih, ki bi mene nabil. Ampak še zmeraj to ni tako velika cifra, jaz sem pa nikoli ništa v borilnih športih. Ne? A če bi se jaz resno lotil, bi zelo hitro prišel do enega nivoja, ki me ne bi več nobena premagala. Ja, veliko lažje kot jaz, to kolesarstvo. Dobro, da ne bova zdaj preveč šla v eno smer. Kje so ostala, preden smo šla v bokserske vode? Se pravi, v zelo fizičnih športih smo pač razložili. So fantje, to je tist šport, kjer lahko se naredijo te... Tle ni problema toliko z garderobo, ne? Kakor je problem z dejanskim vstopom v ring, ne? Ja, ampak še nekaj bi tle
omenil, jaz ne vem, zakaj bi to kdo delal. Recimo ti, bi te glava pustila, da bi, recimo, ker bi ti res nekje ne bi uspel, v nekem športu ne bi uspel in bi šel v žensko kategorijo, spremenil spol samo zato, da bi uspel v tistem športu. Jaz mislim, da to meni glava ne bi pustila. Ker to je skoraj 100% razlog, da športnik spremeni spol. To je 100% razlog. In meni se zdi, da družba kot taka, mi mogoče smo tudi včasih krivi, ampak mislim, tako da so mediji kdaj krivi, zato da nekdo spremeni spol glih zaradi tega, da bo postal boljši, ker pa ne, družba okoli tistega posameznika, veš, da pač pritiska, ti nisi v tem dober in tako, in pa se v tem posamezniku kopičijo stvari, ki hoče nekaj dokazati in pol reče, jaz sem pa ženska, jaz se počutim kot ženska in pa spremeni spol in kategorijo. Ja, jaz tle zelo redko vidim dejansko krivdo na nekomu drugemu. Ne? Mislim, da večinoma si sam zaradi sebe kriv, ampak ne za čist ne gledano, da si se sam odločil, da boš kriv, ampak napaka je v tem, da si se odločil v napačnem okolju biti. A veš, ker večino stvari se da spremeniti, veliko stvari se jih ne da, ampak veliko stvari je lahko še zmeraj malo proti tisti večini. Veš, če gledaš, naša zemlja je veliko stvari za nas, ne? Stvar je dokaj relativno, ker v vesolju smo nič, ne? Ja. In v tem smislu pogledano je veliko stvari, ki se jih ne da spremeniti, ampak še zmeraj bi lahko ta človek predčasno zamenjal okolje, ne? Ali pa šport. In zato, da prenašati krivdo na nekoga drugega je, mislim, da najslabši ne, je zelo slab, ampak se to zgodi. Pogled za samega, zase, veš, ker ti, če boš na nekoga drugega krivdo prenašal, ti ne bo nikoli ratal. A veš, lahko pogledaš, kaj zunanjega vpliva na to, da tebi ne uspeva in pol iz tega pogledaš in spremeniš, ne? Sej 99, mislim, lahko da malo manj ljudi ima veliko vpliv glede iz okolja pa vsega tega, pa se pa ne znamo spremeniti, ne moramo spremeniti, ne? Ampak zakaj pa pol spremenijo iz moške kategorije v žensko? Zakaj to nekateri športniki naredijo, ne? Ker jaz mislim, da je to prav zaradi okolja in tega nezadovoljstva, da tebi ni nekaj uspel in drugi nekaj in v bistvu si ti ustvarjaš sliko, kot da nekdo nekaj od tebi pričakuje in tako, ali pa ti sam v sebi, sam to ponavadi ni tako. To je pa vprašanje, ki ga ne morem odgovoriti. Ne moreš, Kaj naj ti rečem? Zakaj? A sem jaz to naredil? Ne, ampak težko. Nimam pogleda, nisem nikoli slišal nobenega mnenja, zakaj. Ampak meni se zdi, da je prav zaradi tega, ker pač ti ne uspeš v nečemu in potem pač greš v drug šport. Mislim, v drug šport. Ženskam tekmovati, zato ker ti ni uspel. Ker nisi dosti dober, ampak... Ja, mogoče, da se je težko s tem, mislim, v vsakem primeru se je težko s tem soočiti, ne? Ampak mogoče, da eni izgubijo ta boj, recimo temu tako, no. A veš, ker zelo veliko športnikov ne uspe. Pa dajo vse v to, pa se naslednji teden bomo imeli enega, ki mu je na koncu uspel, jaz mislim, da živi svoje sanje pa vse, verjetno, no, se bo pogovarjala z njim tudi, ampak na koncu mu pa osnovni cilj ni uspel, ne? Pa je najdu pot. Ja. A veš, pa to je tisto. Ja, to je res, ne. Vedno so neki... ne izhodi, ampak neke druge stvari, ki se znajdeš lahko v istem športu še vedno, ampak v malo drugačnem aspektu tega športa. Jaz mislim, da bi tle znali biti kaj povezano na to, da skozi tisti del življenja, ki si ga imel do takrat, ki si se odločil za to odločitev, ne bom tle kvalificiral stvari, ampak da nisi dobil tega občutka, da je lepota v tem, da se namatraš za eno stvar, ne? Ja. In potem... Ampak samo uspeh. Ja. In pol, a veš, kad ti nekaj ne rata, če ti nimaš tega vidika, da
poskusiš na nek drug način, poskusiš še enkrat, ne? Da ne nehaš, da... Ja, zdaj se dobi meni. Ne, ker tukaj je še ena stvar, ki sem se zdaj spomnil. Ti najprej povej to. Ja, ok. Potem, še enkrat, da ne bom preveč, ker sem 100 besed povedal v 10 minutah, Ja. lepo počas. Se pravi, kad ti eno stvar začneš delati, recimo v športu, ne, pa ti ne rata, sej ljudem velikrat v športu marsikaj ne rata, ne, sej talent je ena stvar, ki zelo vpliva na te stvari, a ne, in zato pol velikrat tudi delo ne pomaga, da nekaj dosežeš, ne. Ampak vseeno lahko z delom prideš do tega, da boš dober v tem športu, ne boš mogoče najboljši in lahko najdeš neko poslovno žilico, najdeš nekaj, kar te bo še zmeraj usmerilo v šport. Lahko začneš delati podcaste Ja, o recimo. tem športu. Ja. Lahko najdeš pot, a veš. Ja, še vedno si lahko prisoten v tem športu. Zanimivo je tudi, ker šport dejansko uči do neke mere v to vztrajnost, potrpežljivost in vse, ampak vseeno v resnici vedno bolj, ko gledaš, tudi ni čisto zadostne. Ja, včasih ne. To se strinjam. Se strinjam z veliko stvarmi, oziroma z vsemi, ki si jih ti zdaj tle povedal, a ne. Ampak ena stvar, ki sem videl eno slikco, ene boksarke, se mi zdi, ki je bila v Riu, nastopala, meni se zdi, za Brazilijo. Ne, Južna Afrika, tekačica, očitno. Ne izgleda kot boksarka, no to, kar ti vidiš zdaj na sliki, naj bi bila tekačica, ampak to že meni oddalec zgleda. In tle me je na eno stvar spomnilo, ne. Ker v bistvu nekateri ljudje se pol, ne vem, se pretvarjajo, nekateri so pa res taki, ki jim ne znajo določiti spola, ki se rodijo. Ampak meni je to to je zelo redek pojav, da ti nekomu ne moreš določiti spola. To je pa dejanska stvar, ki se lahko zgodi, ki se mi zdi, da tudi, če ti kaj veš, povej, jaz pa ne bom komentiral, ker nimam pojma. Ne, meni je, Nočem to je se zelo delati pametnega. to je zelo redka Ja. zadeva. To ki pa se definitivno, zgodi. ja. To je zelo redka zadeva, ki naj bi se zgodila tej Alžirki v Parizu. Aha. Ampak še bolj redka zadeva pa je, da se glih ta oseba najde, pa najprej nastopa pri moških, pa pri ženskah. To je pa še bolj redka zadeva. In na koncu se mi zdi, pa kdorkoli se s tem strinja, to je za lase privlečen. Tako jaz mislim. Ampak pač to je taka redkost, da bi se taka oseba, mislim, čuden, no. Ampak dejstvo pa je, da so osebe, ki jim ne znajo določiti spola. Ja. Ker imajo preveč testosterona, recimo, in potem ne veš, ali je to ženska ali je to moški. Ni čisto jasno, a ne. Ampak nikoli pa ne boš videl, da je v bistvu, da nima testosterona, ne. Pa da je še vedno recimo moški, pa bo šla k moškim. To se pa noben ne odločil. Ker pa je pa to odločitev od samega posameznika, zato se pa ne bo nikoli noben športnik odločil, a ne. Sva prej govorila o tem. In meni se tle zdi to malo preveliko naključje. A ne, ko se enkrat začneš o tem pogovarjati, mora biti stroga neka limita, ne, glede tega. In tudi tole je za en zelo nov članek, no, pred 19 dnevi objavljen, ker naj bi se Mednarodni olimpijski komite odločil, da bo vsem transspolnim športnicam kmalu prepovedal nastop. Zdaj ne vem, kaj je transspolni. Ja, to je zelo dobro, ne, mislim, ker pred olimpijskimi igrami, a ne, zdaj, ko bodo torej zimske, ne, je to, se mi zdi, da čisto korak v pravo smer. Ampak še vedno, to se mi zdi čuden, transspolnim športnicam, a to mislijo moškim, ki so spremenili spol v žensko, ne? Okej. Po moje. Ne, po moje ne mislijo ženskam. Kontra ni veliko. Kontra meni se zdi, da ni nobenega primera. Ja. In prav zaradi tega se mi zdi, da če se nekdo že rodi malo ženska, malo moški,
je veliko naključje, da bo pol še v športu, a veš. Pa še ena druga stvar je, ne? Ja, Kot moški ja, imaš ti cilj biti najboljši na svetu. ja. Tako da iskreno tebi je vseeno, s kom tekmuješ. Ti hočeš biti pač najboljši, če boš proti robotu tekel, boš hotel biti najboljši. Ja, seveda. Če bo imel robot kolesa, pa motor boš ga boš hotel prehiteti. Seveda. Tako da Sicer to ne gre. tle je Ja, še ta ampak faktor. No. to je res, ja. To se zelo strinjam. Ampak ja, to se mi zdi dober ukrep, da pač sledi ta Tako da v bistvu prepoved. tle transspolnost v športu je moški, ki želijo preprečiti moškim, da bi uničevali lepoto športa ženskam. Nekako, ne? Ja, nekako tako. Mislim, jaz se s tem pač ne se strinjam s to Odločitvijo, ja. odločitvijo, ne strinjam se pa, mislim, ne vem, zakaj tam utripa lučka na kameri. To verjetno pomeni, da baterije zmanjkuje. Aha, no, Ja, baterije je skoraj zmanjkalo. aha, Pa mi je koliko jo je pa še? Ne vem, kdaj bo cefnil, upam, da ne kmalu. Ok. Pa dal sem jo poln. Sam je čudno kazala, da je neki čuden poln. Ja. Tle je tako mrzlo, da Ja. se kapaciteta Se zniža. vmes najprej nekaj časa govorila, zato je zdaj pol ure, pa je prej bilo še en drug posnetek. To je pa tudi zelo možno, ja. Pa definitivno boš ti tudi prav, ja. Dobro, a zdaj je začelo tripati. Ja, glih Okej. prej, ker skozi gledam tja. Pa me Dobro. utripanje malo zmot, ampak ne, sej. Ja, to sva zdaj zaključila nekako z transspolnimi osebami. Ja, tudi zaključila povezano celoto in malo prisilno, ne. Zaradi Ja, kamere. zaradi Ampak kamere. ideja je sama ta, da ne dobiti ideje, da vam ne more ratati v športu. Ja, Ne glede na to, kaj se zgodi, se lahko vedno potrudite, pa najdete pot nekje drugje. Ne? ja, Ni ideja sama ta, da moraš vedno biti najboljši na svetu, ne glede na vse. In tudi, če to, da si najboljši na svetu, pomeni, da spremeniš kategorijo v celoti. Ne? šport ima različne aspekte in Trenerji so zelo uspešni. tudi sam se nisem našel v nekaterih športih enega zamenju, pa tudi v kolesarstvu. Nekatere stvari ti grejo super, nekatere pač ne. Nikoli ne moreš biti v vseh dober, a ne. Ali pa pri boksu, ne. Kakšne stvari ti grejo, kakšne ne. In pač moraš delati ali na tistem, v čemer si že boljši, ali na tistem, čemer ti ne gre, to je čisto posameznikov odločitev. Ideja nekaterih, ki pa zamenjajo zaradi tega, ker ne najdejo se v tistem športu in pač grejo k ženskam tekmovati, je pač delno jo razumem, se mi pa sploh ne zdi prava in ja, nekako to je vse, kar bi o tem povedal. Vse otroci veste, ne. Ja. No, hvala, da ste pogledali do semle. Upam, da vam je bilo všeč. Lahko nam poveste z lajkom, lahko nam se naročite. Še najbolj boste povedali, če napišete kakšen komentar. Ja, Ker to je taka tema, ki midva sva oba nekako proti temu. Jaz ne poznam ljudi, hvala niso. Bogu, ki bi to podpirali. Ja. Nisem spoznal še nobene osebe, ki bi podpirala transspolne osebe v ženskem športu, torej moške, ki prestopajo k ženskam. Nisem je še spoznal take Verjetno osebe, bi pa jo mogla- bi zelo rad spoznal. verjetno bi mogla tega Alžirca na podcast pozvabiti. Ja, ali pa koga. Zato, ker moje, to so edini ljudje, To ki so se edini s tem ljudje, ki strinjajo. se v bistvu s tem strinjajo, ker so to naredili. Ja. Sam pa ne poznam, ampak bi rad spoznal tako osebo, ker me zanima mnenje, oziroma iz kje bi on videl pravičnost Ja. tukaj. Ja. Ker po moje ta Alžirc je tudi nevid, sam hoče biti najboljši. Ja. Jaz bi rad videl nekoga, ki ne tekmuje, pa bi rekel, da je to pravično. In tako da, če je kakšen tak, obljubam, ne bomo nič pač
lahko prije na podcast. Pa ne bomo ga nič kakorkoli izpostavljali, nič, ampak Razen to, da bo na okej, da bo na podcastu, ker ga podcastu, bo ampak videl. recimo v komentarjih ne bomo Ja. nič grdega Vidva sigurno žaljivega. ne, pa Tudi če bo drugi. hotel, bo tudi recenzirala. Pa Ja, tak, zato ker bi rad spoznal Ja. človeka, ki pravi, da je to fair. Ker pogled jaz na nimam- šport je nama tle cilj. Ne? Ja, seveda, in pač lahko vsak pove svoje mnenje, noben ga ne bomo utišali. Razen, če bo to želje gosta. Dober, to je Ja. res, ja. To je res, ampak pač, Ali pa če bo kakšen komentar, ki ga ne bo razumela, pa da bo čist brezvezen. ja, Ker to se nam je tudi že zgodilo, to pa se smo nama maknili na je, to komentarje. se nama je tudi že zgodilo. Drugače nam ampak- je pa vse, koliko se ne strinjate z nama, čist razumem. Ja, in v tem bi rad videl nestrinjanje, Ja. ker me zanima, kdo Iz kje vidi- pride? iz kje, ker to bi bila debata zelo dolga. In ja, da ne bo zdaj dolgovezla, skratka, Ali pa če imaš še en kabel, lahko tudi priključim na kamer. Ne, se ne, sej, po mojem je Ja, v redu. ja. Tako da, nič, se vidimo naslednjič. Upam, da ste uživali in ja, to je to. Adijo.